Dobrodošli na spletni strani Zofijinih ljubimcev, Društva za razvoj humanistike. V tem posnetku vam bomo predstavili rubrike spletne strani zofijini.net. Prvi del strani je v glavnem posvečen produkciji Zofijinih ljubimcev. V osrednjem delu najdete kronološko izpostavljenih nekaj aktualnih prispevkov. Ob levem robu strani pa najdete podmeni rubrik, s pomočjo katerega lahko vsebine iščete po posameznih rubrikah. Obvestila vam ponujajo kratka in jedrnata obvestila o dogajanju v društvu in delovanju spletne strani. Zofija v medijih je obsežna rubrika, v kateri najdete večino prispevkov, ki jih člani društva objavljamo v različnih medijih. Zofijina modrost je namenjena poglobljenim strokovnim prispevkom, pretežno članov društva. Zofijina bodica je rubrika, v kateri se s prispevki hudomušno in družbeno kritično bode, kjer mora malo zaboleti. Zofijino oko je rubrika, v kateri najdete video produkcijo društva. Poslušalnica je obširna rubrika, v kateri najdete številne zvočne posnetke. Posnetke različnih predavanj, okroglih miz, posvetov, kot tudi številnih radijskih oddaj, ki smo jih v društvu producirali v preteklosti, kot tudi aktualni podcast, ki ga občasno pripravimo za splet. Rubrika publikacije predstavlja spletne in tiskane publicistične projekte. Rubrika Cenzurirano je namenjena zunanjim prispevkom, ki so v medijih spregledani, zamolčani ali premalo izpostavljeni. Kotiček služi kot prostor za različne družbeno-kritične prispevke, ki jih ni mogoče uvrstiti pod katero od drugih rubrik. Spekulum je satirična rubrika, v kateri se z igrivo medijsko manipulacijo nastavlja ogledalo akterju in ga ozavešča o napaki, ki si jo je privoščil. Rubrika Ekologija prinaša kritične prispevke z področja varovanja in skrbi za naše okolje. Rubrika Filmsko je po eni strani arhiv stare spletne strani Društva za razvoj filmske kulture, hkrati pa prostor za prispevke z področja filma in filmske teorije. Prvo polovico strani zaključujejo obrazec za prijavo na elektronske novice, te vam v strnjeni obliki posredujemo predvidoma enkrat na teden, in pa povezavi do knjižnice Tete Rose, aktivistične knjižnice, skupnega projekta Infopeke, Pekarne Magdalenske mreže in Zofijinih ljubimcev, ter stare spletne strani društva, ki jo najdete na zofijini.org. Čeprav je večina vsebin prenesena v novo okolje, lahko tam še vedno najdete kar nekaj vsebin, ki jih na novi strani ni. Prispevki v rubrikah so univerzalno oblikovani tako, da na vrhu strani najdete datum objave prispevka, rubriko, v katero je prispevek uvrščen, naslov in avtorja prispevka. Če kliknete na ime avtorja, lahko na strani brskate tudi po drugih prispevkih iz tega avtorja. Klasično polje za vsebino in opombe se zaključuje s črto, pod katero običajno najdete različna napotila in vire v povezavi s konkretnim besedilom in pa nekaj oznak oziroma tagov, ki vam dodatno pomagajo pri iskanju podobnih besedil na strani.